Zdaj, ko smo se malo tega dotaknili, te filozofije investiranja, ne? Kaj bi rekel, da je za 90% ljudi, ki tole posluša, kakšna filozofija, lahko kakorkoli razumeš to, kaj pomeni filozofija, je najbolj primerna? Najbolj primerna je taka filozofija, da upoštevaš tudi to, koliko bo zaslužil skozi življenje. Ne? Če se vprašaš pri 30 letih, kak naj bo moj portfelj investiranja. Ne? Eno je to, da pač bom investiral v neke delnice, delniške trge, mogoče pa nek sklad za to, da pač si poenostavim življenje, ampak je pa tudi se treba vprašati, koliko bo zdaj to vplivalo na nek srednji do dolgi rok, to moje varčevanje in koliko lahko jaz z nekim alociranjem kapitala, ki ne pomeni samo denarja, ampak tudi moje mental capacity, dam v to, da bom jaz lahko v naslednjih 10 letih več zaslužil. Ne? Ker sploh, ko si ti star 20, je pač, zaradi obrestnega računa definitivno se na dolgi rok ful pozna in je super pač prej začeti, ampak če ti imaš možnost varčevanja recimo 100 € na mesec, pri 20 letih recimo, v primerjavi s tem, da mogoče 5 let teh 100 € zapraviš za ali neko izobraževanje ali pa nekaj, da pač te spravi na recimo po 5-10 letih, zato da lahko več zaslužiš, ti potem pri 25-30 letih tistih 500 €, ko varčuješ, v bistvu prenese ful več. Teda to je tisti prvi mindset, ki ga moraš imeti. Se pravi, ne samo, kako boš dosegel donos z nekim denarjem, ki ga že imaš na strani, ampak kako povečati svoj earning power, zato da boš lahko še več privarčeval. Kaj pa, če bi jaz bil recimo zdaj 20 let star, pa ti meni svetuješ, jaz sem tebe recimo zdaj najel za finančno svetovanje, za osebne finance in kaj bi me ti vprašal? Da bi definiral, kdo sem jaz v tej enačbi. Ja, se pravi, če govorimo čisto o izbiri samih posameznih naložb, je vedno treba se vprašati sam pri sebi, koliko sem pripravljen izgubiti. Ker to je čisto odvisno od posameznika. Ker en lahko gleda svojo naložbo, ko pade pač 50% v parih tednih in reče, vse, pač bom počakal. Nekdo drug je pa konzervativni, bo rekel, po 10% bom jaz že paniko delo in bo šel pač ven ali pa bo že klical svetovalca ali pa kogarkoli. Tako da tu je ta največji problem tega psihološkega vidika, koliko je pripravljen nekdo tvegati. Pripravljenost za tveganje, to se prvo definira. Ja. Pa če jaz rečem, recimo, ful sem mlad, ful sem pripravljen tvegati. Ja, potem pa je pač definitivno čim bolj tvegane naložbe iz vidika pač delniških trgov, ali pa če gremo na čisti začetek. Čisti začetek. Ja. Kaj je delnica? Super. Delnica je pač nek finančni inštrument, ki ga izda neko podjetje. Zakaj podjetje izda delnico? Zato, da pač zbere kapital. Sprej, po eni strani delnice nastanejo takrat, ko se podjetje ustanovi, če je delniška družba, in lahko imaš ti delež v tem podjetju. Se pravi, če si ti ustanovitelj, imaš 100%. Če imaš kakega partnerja, ima ta pol, karkoli se zmeta. Potem pa recimo, da imaš neko storitev produkt, ki rabi zunanji kapital, zato da lahko pospešiš ti rast podjetja. Kar pomeni, da ti izdaš neke nove delnice in te delnice ima zdaj ta nov investitor. Torej, pač poanta delnice je v tem, da pridobiš kapital kot podjetje, na drugi strani je pa poanta delnice, zakaj jo nekdo ima, sprej da investira vanjo, je pa to, da doseže nek donos. Na kak način doseže donos? Donos doseže na dolgi rok s tem, da podjetje raste in dobro posluje. Ker na koncu, kaj ti delnica da, ti da pravico do izplačila dobička podjetja. Sprej, na dolgi rok je tudi vrednost delnice vezana na to, koliko je podjetje sposobno izplačati ven dobičkov. In večja kot je verjetnost, da bo ti dobički rasli skozi čas in večji kot so, pač bolj to pozitivno vpliva na samo delnico. In zdaj se gremo vprašati, če hočem jaz imeti zelo tvegano naložbo, kakšno mora biti to podjetje? Recimo, ali je Krka ali je verjetnost, da bo dobiček Krke v naslednjih 2 letih šel gor za krat 10, a je ta verjetnost visoka ali nizka? Kaj misliš? Nizka. Kaj pa, če rečeva za nek startup ali pa, ne vem, na Clubhouse-u, mislim, da si tudi gor, kakšna je verjetnost, da bo dobiček Clubhouse-a čez par let, recimo, zelo visok? Večja verjetnost, da bo hitreje rasla kot Krka. Točno to. Ja. Se pravi, tu imamo že takoj
en pogled na to, katera je bolj tvegana. Ne. Tvegana je definitivno bolj nek pač startup kot podjetje, kot pa neka krka ali pa katerokoli veliko podjetje. Ne. In zaradi te tveganosti so tudi investitorji pač v povprečju nagrajeni za to, da prevzamejo to tveganje. Sprej, če jaz zdaj kupim en delež Krke, pač bom imel neko dividendo, upam, da bo pač šla cena delnice gor, na podlagi tega, da se poslovanje podjetja izboljšuje in so vedno večji dobički. In je to en pač pogled. Se pravi, jaz gledam na to, da je ta cash flow iz podjetja dober za mene. Ne? Po drugi strani, če gledamo pa neke startupe, v bistvu gledam isto stvar. Čisto isto. Zanimajo me dolgoročni dobički podjetja, katere bom jaz kot lastnik dobil. Ne? Ampak zaradi tega, ker pač startup je še čisto na začetku razvoja, ne, je verjetnost oziroma možnost te rasti dobičkov pač precej večja. Ne? Se pravi, lahko gre iz nič, pa lahko gre na 1 milijardo dobička čez 10 let. Ne? Bolj nepredvidljivo. Ne? Definitivno nepredvidljivo, zato 95% startupov dejansko jim ne uspe. Koliko si rekel? 95%. Oziroma, odvisno, če gledaš, 99% startupov, klasičnih, pač z idejo, da bo spremenilo svet, ne uspe doseči nekega pač product market fita ali pa nekega pač večjega revenuea ali pa se enostavno zapre. Ne? Potem, če pogledaš, če imaš ta startup, ki gre po zunanji kapital, pa je neke vrste due diligence strani investitorjev in pač že zberejo tistih, nekaj 10% ali pa nekaj odstotkov, ko dobi kapital, iz tistega Series A ali pa seed investmenta je približno 90% verjetnost, da pač jim ne uspe. Ne? In dlje kot greš po tej shemi financiranja, ne? Se pravi na začetku pač da podjetnik sam kapital, potem je nek families and friends, potem so mogoče neki zunanji, malo bolj profesionalni investitorji že, potem so že neki VC, venture capital investitorji in tako naprej. Ne? In enkrat, ko pa prije do pač podjetje do IPO-ja, do borze, je pa verjetnost, da pač to podjetje gre v stečaj, ne, in jim ne uspe generirati prihodkov in dobička, je zelo nizka. Ne. Sprej, imaš avtomatsko neko lestvico tveganja že tu noter. Ne. Kar pa je mogoče mal problem, je pa to, da te sploh early stage startupi so težko dostopni za pač mene pa tebe. No? Če nisi nek angel investor za pač veliko denarnico, lepo povedano, ali pa nek venture capitalist, ki pač dela za neko podjetje, ki se profesionalno stavlja. Ali pa če si sorodnik nekoga, ne? Ali pa če imaš srečo. Ja. Kar pa je bila kar revolucija zdaj zadnjih nekaj let, no, so pa te crowdfunding platforme, oziroma bolj crowd investing platforme, kjer se pa da kar precej dobiti nekih takih priložnosti. No. Teda, če se vrnemo zdaj na tisto začetno vprašanje, če si star 20 let, ne, kaj bi zdaj naredil, no, jaz bi začel graditi portfelj nekih majhnih, hitro rastočih podjetij. Nič obveznic, zlata. Se pravi, zato, ker sem tebi rekel, pripravljen sem full tvegati, bi zgradil iz tega portfelji samo, si rekel, visokotehnološka podjetja? Visoko tvegana, visoko rastoča. Lahko so, pač tehnologija je tudi, jaz osebno pač sem bolj nagen tehnologije iz vidika, kar me zanima osebno, ne. Zato bi mal več v tej smeri gledal, ampak ni nujno. Ne. Recimo bil je mislim, da na Crowdcube je bilo eno podjetje, ki je varilo pivo in jim je pa zelo uspel. Ne. Mislim, da Brewdog se mi zdi. Ne vem. In so oni izbrali precej denarja, ampak so pol tudi iz vidika poslovanja so ful zrasli in so vsi tisti, ki so pač delničari tam noter, so dejansko zelo dobro zaslužili. Ne. Tako da zakaj bi pač priporočil bolj usmerjenost v tak način investiranja, je glih zato, ker če gre vse skupaj v nič, ne, ni problem. Spravi, nekdo, ki je študent, ne bo zdaj pač ne vem kaj, če bo zgubil 500 evrov ali pa 1000, ne, ga bo zaslužil v naslednjih mesecih, letih nazaj. Ne. Če pa nekdo to naredi, ki je star 65 ali pa 70 ne, in pač je že upokojen, pa pač verjetnost oziroma koliko bo v naslednjih letih spet zaslužil, je ta pač številka precej manjša. Ne? Se pravi, mora biti precej bolj konzervativen. Teda zato, mlajši kot si, bolj tvegana naložba. Ne tvegana naložba iz vidika tega, koliko je volatilna, pa koliko je pač tvegano verjetnost, da zgubiš vse, ker lagaš tudi v kazino, ne? Ampak je poanta v tem, da imaš ti ta upside. Ne? In ta upside dejansko izhaja iz tega, da investiraš dovolj zgodaj v nekem življenjskem ciklu nekega podjetja. Ne?